Barbara Cerar, pozdravljena. Ja, pozdravljena. Nina. Kako ste danes? Je pretežno oblačno? Prihajate od doma ali iz teatra? Ne, od doma, po vetru, po močnem vetru. Po močnem vetru. Zdaj v teku je seveda ta znamenita uprizoritev Opera za 3 groše, ki so jo igrali zadnji dni, tako rekoč vsak večer, ne? Ja, kar 9-krat v kosu, prej pa še vse vaje in to, tako da je bil kar zalogaj. Nadaljujete pa junija. Ja, nadaljujemo junija, ki imamo pa mislim, da 5 ponovitev. In kaj vas čaka zdaj v tej pavzi? Mislim, pavza, ki je seveda za vas večkrat ustvarjalna kot ne. Posvečala se bom dejavnosti, ki mi je v tem trenutku najpomembnejša, in to je pedagoško delo na AGRFT z mojimi študenti. Kjer predavate igro. Tako je, ja. Barbara Cerar, ste izjemna gledališka in filmska igralka, dolgoletna članica ljubljanske Drame, meni se zdi, da od leta 2003. Drži. Ste odlična pevka, ko vloga to zahteva na odru. In pisateljica. Že večkrat, oziroma zdaj bom rekla, že 2-krat ste nas presenetili in seveda navdušili. Najprej s prvencem Pretežno jasno in pa z drugim romanom, ki ga žal še nisem prebrala do konca, to je Brod, ki je šel pri založbi Mišne. Ja, seveda čestitam. Hvala lepa, ja. Obe deli sta popolnoma različni, vendar me zanima, kaj boste rekli takole za uvod najinega pogovora, kaj pa ju druži, kaj imata skupnega? Pa to željo do pripovedovanja zgodb, ne. Mislim, da to druži pač vsa moja področja, s katerimi se ukvarjam. Preprosto zaljubljena sem v zgodbe, v pripovedovanje zgodb, v poslušanje, branje zgodb, v prizarjanje. Na nek način me strašno fascinira to življenje, ki kroji usode, ki je polno presenečenj, ki so lahko smešne, tragične, bizarne. Te zgodbe ironične, ja. Zgodbe me pač vedno znova pritegnejo in se jim ne morem upreti. Ste kdaj zasledili pri pisanju, da vas je odneslo, ne vem, v nek kontekst nekega teksta z odra ali pa z nekega razmišljanja v predstavi, v kateri ste igrali? Ne, sploh ne. To je čisto drug, popolnoma nov svet, ne? To je popolnoma nov svet, v katerega sem zašla, bom rekla, kar namerno, zaradi tega, ker sem na nek način to željo, ki sem jo imela v sebi že od nekdaj, ne? Že od nekdaj, ja, za dolga leta dala na stran, zaradi ljubezni do gledališča seveda in zaradi tega, ker gledališče na nek način zahteva celega človeka. Pisanje pa na nek način tudi ni hobi, ne. Tudi pisanje zahteva čas, zahteva pripravo, zahteva odgovornost, ne? Odgovornost seveda, ne, in pogum, ne. Jaz mislim, da predvsem zahteva pogum, da na nek način to obelodaniš, ne, zaradi tega, ker dokler ti sam snuješ in uživaš ob tem, je nekaj drugega, ko pa vendarle to izide, oziroma že ko daš prvim ljudem v branje, pa se spremeni v nekaj drugega, ne. No, ampak za vas, zdaj, ko berem razne kritike ali pa ko slišim od drugih, pravijo, da ste v pisanju enako suverena kot na odru. Ja, to me zelo veseli, mi je ogromna pohvala, glede na to, da sem na nek način v pisanju romanov začetnica. Ampak na nek način, se pravim, se je zgodilo naravno, da sem zdaj v tem življenjskem obdobju, ne bom rekla prijela za pero, ampak začela tipkati po tipkovnici. No, ampak vsebinsko in jezikovno pravijo briljantna, sveža, inovativna in seveda sočutna, ganljiva in polna humorja. Tako bom rekla, kot me zanimajo zgodbe, me tudi besedne igre in vse v povezavi z besedo in jezikom. In rada se smejem, rada tudi zabavam, recimo ožji krog ljudi, s katerimi živim, se družim. Na nek način mi je taka fina miselna igrica, kako zabavno podati neko vsebino oziroma se poigrati z besedami. No, in to se vse dogaja v romanu Pretežno jasno. Pa me zanima ta vaša protagonistka Olga Vrabec-Golob. Gotovo ste se že kje srečali z njo ali s podobnimi usodami ali pa z liki te ženske. Potem, ko sem razmišljala za nazaj, ker pisala sem impulzivno, brez načrta, česarkoli, zanimalo me je pač, kaj se je v vseh teh letih, ko nisem pisala, nabralo v meni, kakšen žanr, nisem vedela niti kakšen žanr bo privrel na papir, nič nisem vedela. No, in potem me je presenetila ta Olga, za katero sem kasneje ugotovila, da je skupek večjih
oseb, ki jih poznam, in da so se nekako te lastnosti, ki sem jih opazovala, ali nekje prebrala, videla, slišala, da so se združile v eno to viharno Olgo. Te osebe, ne, ki so pa zelo pisane in različne, kjer se ona nekako spopada sama s seboj in z njimi, ne. Ker zdaj ostane sama, mož jo zapusti in se sooča z neko sedanjostjo, ki je drugačna, pa ki je že odprej znana, ne, ampak zdaj na drug način. Ja, nekako sem se zabavala potem seveda, ko sem predstavila Olgo in seveda zgodba je morala iti na nek način naprej in potem so se začele pojavljati te osebe in so me začele strašno zabavati in sem uživala v tem, kaj bojo napletle, kaj bojo rekle, kaj se bo zgodilo naslednjič, ne. Samo moram poudariti, da v bistvu sem nekako ponosna na to, da se mi zdi, da mi je uspelo o zelo tragičnih življenjskih okoliščinah na nek način govoriti na komičen način. Ampak ne, da bi se iz tega norčevala, ampak na nek način nekako v skladu z mojo filozofijo, pač da je treba na stvari pogledati včasih malo drugače in da je na tak način mogoče malo lažje preživeti te težke situacije. Torej, ta naslov Pretežno jasno ima več metafor, ne? Ja, ne samo vremenske. Ne samo vremenske, ne. Ta humor nosite vedno s seboj, ne, tudi ste izjemna komedijantka, tudi to ste dokazali, ne samo z igrami, ampak tudi z nagradami. Tudi ko vas srečujem, vedno tako zažirite, se nasmejite, vedno je nekaj jasnega, ne samo veselega pri vas. Ja, sej, mogoče me ta pretežno jasno definira mene. Nekako sem taka oseba, da pač se rada smejem, da rada iščem radost v trenutkih in veselje, kadar se le da, vedno se seveda ne da, ne, ampak na nek običajen vetroven dan, recimo, ko je vse vsaj približno v redu, se trudim, pa ne da se trudim, taka sem, no, se smejem. No, ampak ta drugi roman, kolikor sem lahko brala o njem, je pa vendarle nekaj drugačnega, ne? Nekako sem si zadala nalogo, ker si vedno rada dajem izzive, ne, in po tem prvem romanu ko je pač iz mene ta slab komičnih metafor priletel, ne, sem si zaželela napisati nekaj drugačnega, kar je tudi del mene, a ne, in sicer eno kompleksnejšo zgodbo z več pripovedmi, ki se na nek način povezujejo, ne, in tukaj jih povezuje reka v vseh letnih časih. Prav reka, to je posebej, se pravi ena zgodba reka, rečemo, ob kateri se jaz sprehajam redno, reka v vseh letnih časih, reka s svojim vonjem, s vrtinci in z vsemi posebnostmi, ki jih ima v sebi in ob sebi, povezuje celotno knjigo. Potem je pa tukaj ena, bi rekla, malce v pravljico odmaknjena zgodba, ki se dogaja nekje v izmišljeni deželi in sicer med mestoma Kir in Lep. V Kiru poteka vojna, reka med njima naplavlja ljudi in v Lepu jih sprejmejo in za njih poskrbijo. In tukaj je tudi protagonist je Torvald, starec, najprej dobi eno deklico v varstvo, ki jo je naplavilo po noči, in potem ta deklica umre in potem dobi še eno deklico. Tukaj se prepleta več zgodb v tej pravljični pripovedi, ki v samem bistvu pa ni pravljična, ne, ki pa v njej so pač motivi vojne, motivi tiranov, motivi smrti otrok in odraslih. To je ena zgodba in potem je še ena zgodba, ki je v bistvu na nek način prvoosebna pripoved pripovedovalke, ki prenavlja hišo in obračunava spomini svojega otroštva. S predmeti, ki jo na to spominjajo, z raznimi drobnimi stvarmi in kaj se zgodi, ko se na nek način poslavljaš od staršev, poslavljaš od spominov na starše. To je pa ena pripoved, ne. V bistvu precej kompleksna zadeva, ki pa jo povezuje ta narava in glavna mati reka na nek način. Je bila za to kompleksno zgodbo nujna neka predštudija, nek kontekst ali vas je roman popeljal? Na nek način je bilo manj, bi rekla, manj impulzivno in manj direktno kot pretežno jasno, seveda zaradi tega, ker sem si zamislila kompleksnejšo zgodbo. Sem pa začela pisati par zgodb hkrati, se pravi, neki začetki so se porajali in potem sem sproti pletla vsako in se je potem nekako naravno pojavila vmes ta reka,
ta drevesa, vmes račke, labodi, pijavke, te lesni črvi, vse živo, ki potem prepleta vse to. Tako na nek način, da reka vse vidi in vse ve in je priča človeštvu, ki vedno počne enake stvari, ona pa pač teče dalje, a ne. Tudi ta mala deklica Ina, ki je prva pri Torvaldu, ki jo vzame reka, a ne, reče reki enkrat ne. Se mi zdi, da sem posoda za zgodbe, ne. Kaj naj naredim z njimi, ne, pravi Ina. In reka jo vzame k sebi, ne. Kje ste si domislili, kdaj je to vas vzniknilo, nek vaš način razmišljanja, ne? Vaša neka filozofija tega sveta, ne? Ja, se pravim, to se na nek način pojavi v domišljiji. Zelo domišljijsko. Verjetno zelo domišljijsko. Moram reči, da imam zelo rada pravljice, rada imam poetične drame, rada imam te neke odmaknjene pripovedi, svetove. Odmaknjene svetove, ki so izven našega, vendar pa obravnavajo teme, ki se tičejo tudi nas. S tem nekako se najlažje identificiram. Ko vas zdaj takole poslušam, se mi zdi, da kar kliče ta vsebina po nekem animiranem filmu, ki jih zdaj gledamo, ki so tudi del velikih programov Canskega ali pa Beneškega festivala, ki imajo res globoke zgodbe, globoke misli in povejo mnogo več kot katerikoli igrani film. Ja, se strinjam. Sploh pa zdaj, ko mi govorite o tej barvitosti, o tej reki, o tej modrosti narave, ki nas bo nadkrilila, ne, preko slej, se mi zdi, da bi bil to en čudovit animiran film, ne, z močno animacijo. Se strinjate? Ja, se strinjam. Ne, samo kot zanimivost, tako, ko sem potem seveda raziskovala o reki, sem potem prebirala tudi, se pravi, breze, ne, ki domujejo ob rekah, ne. Me je blazno začudilo, kako je breza v bistvu tukaj od prazgodovine in kako je odporna na čisto vse. Ne, kako je najbolj trdoživo drevo, kar jih je. Ne. In tudi drugačno od vseh dreves. In drugačno od vseh dreves in ima zdravilno ljubje za človeštvo. Ne. To me je recimo izjemno fasciniralo. Kot ena od mnogih stvari, ki jih seveda moraš nekako potem preveriti, naštudirati, ali pa o pticah, ali pa o pijavkah. Zanimivo potovanje je bilo. No. In zakaj ima to ljubje belo barvo, ne, za zadnje? Ja. Zdaj pa bi jaz šla iz tega sveta v svet uprizoritve, torej opere za 3 groše, ki nas je vse navdušila in nas navdušuje, ne, in smo vsi presenečeni, kako so se zlili obe hiši, ta opere in drame, ne, in seveda obeh ansamblov, kar je najbolj zanimivo, ne, kako jih je Mateja Koležnik prepletla, pa ta glasbeni del, ki ima enakovredno noto kot igralski del, ne, kar je izjemno, malce drugače od Zupančičeve uprizoritve. Seveda tukaj botruje temu tudi prisotnost Marka Letonje, ta sinteza je dala res neverjeten rezultat. Kako ste se vtkali v to, ker je tudi za vas malce nevsakdanje, ne? Predvsem mi je v izjemno veselje, da sem lahko bila del te zgodbe. Namreč zakaj? Gospa Pičum, Silja Pičum, ja. Zaradi tega, ker v gledališču se ti redko ponudi priložnost za en tak tip projekta, ne. In to, da vsebuje petje, igranje, ples, da vsebuje sodelovanje z orkestrom, z dirigentom, učiteljico, ki nas je učila peti, Andrejo Šolaro, ne, tudi dirigentka. To in še v operi skupaj še z drugim ansamblom. To je projekt, ki se ti zgodi enkrat ali pa mogoče 2-krat v življenju, vsaj meni. A ne? In zaradi tega, seveda pričakovanja so bila velika, mi tudi nismo vedeli zdaj, kako, to je ogromna skupina ljudi, ne, kako bo zdaj to potekalo, kako se bomo razumeli. Seveda jasno je, da v projektih ponavadi delamo vsi, zato da bo dobra predstava in načeloma ni težav, ampak da se bomo pa tako dobro razumeli, tega si pa nisem mislila. Ne. Tako zlitje, ne? Ne, to je bilo pa tako, jaz ne morem povedati, mi smo dejansko tako uživali igrati zdaj to predstavo, ne glede na to, da smo jih imeli res kar 9 zapovrstjo, ker res nismo vedeli, bomo zdržali vsi ali ne, ker predstava je precej zahtevna in tudi kar nekaj časa traja. No, ampak mi smo dejansko tako uživali, da mi smo hodili gledati drugega za oder, veseli smo bili, da smo dobro naredili,
ponavljali smo te koreografije pred začetkom, skupaj smo se upevali pred začetkom. To upevanje je kar bilo nujno, ne? Morali ste priti prej za odrje, Ja, da ste se upeli. absolutno, ampak ponavadi se operni pevci upevajo sami, ne? Ampak zdaj glede na to, da je za nas igralce to vseeno posebna priložnost, da pojemo tako visoko in tako zahtevne stvari, smo imeli organizirano skupinsko upevanje in so se nam tudi operni pevci pridružili. Ne? In tako da moram reči, da smo. In imam tak lep občutek, sem odnesla s sabo, no, saj se bomo še videli, ne? Ampak tako, tak res top občutek. Tako, ko smo mi občudovali njihove glasove, tako so oni občudovali nas, kako se znajdemo v igralskih prizorih in kako neke stvari delamo, ne. Tako bi rekla, da smo se drug od drugega smo se naučili enih stvari, ne. Ampak pač skupinski projekt in vzajemno občudovanje, no. Spoštovanje. Kako je šlo pa pri koreografiji? Ja, tudi Koraki so bili natančni? Ja, so bili natančni. Magdalena Rajter je svojo asistentko Jernejo Fekonja naredila ogromno delo. V operi smo po moje zasedli vse prostore, ker ti si imel v režijski dvorani si imel vaje za recimo igralske prizore in potem, ko 1 uro si imel čas, si šel v neko drugo sobo pet in potem naslednjič v koreografijo na to sobo. In to si samo gledal na urnik, kje si napisan, ker si se skozi prehajal od petja do koreografije do igre. V zadnjem tednu, no, se je pa potem to prešilo in skupaj sestavilo, ne. Kaj pa iz predstave v predstavo? Vendarle ste nekako to tudi vi osebno doživljali. Sproščenost, ne? Bolj neka svoboda, ne? Po tolikih ponovitvah, ne? Pa vsega tega. Ja, res je. To v bistvu se mi zdi, da je bila skoraj vsaka boljša potem, ko smo igrali, ne? Čeprav mislim, da potem so bili naši glasovi že kar precej utrujeni, sploh zaradi tega, ker Juri Zrnec in Mina Švajger in jaz pojemo v legah, ki so zelo visoke za nas, niso naše lege, ampak so. In mislim, Kako ste zdržali to? Zaradi tega, ker smo v bistvu s petjem začeli junija 24, smo začeli se učiti te pesmi in pet in smo v bistvu na nek način konstantno vzdrževali in pridobivali to kondicijo, zaradi tega smo tudi lahko zdržali vse te napore. Ampak Mateja je ostala taka, kot je bila, energična, duhovita, eruptivna, vulkan, ki te potegne s sabo na tak drveči vlak, tak lep, ogromen, sijajen drveči vlak in z njo potuješ po poteh tega njenega projekta, ne. Tako da se mi zdi, da je bilo njej, imam občutek, no, upam, da se ne motim, da je bilo tudi njej lepo delati z nami. Tudi to nam je večkrat povedala, no, da. No, to smo doživeli na novinarski, ker je bila kar čustvena. Aha, no, se. Na presenečenje vseh nas zelo, zelo čustvena, ja. Ja, tako je, vzajemno je bilo, no, ker jaz mislim, da to, da smo se mi tako dobro razumeli, je tudi njena zasluga, glede na to, kakšne ljudi je zbrala in glede na to, kako smo delali, ne, ker v bistvu na nek način je režiser tisti, ki velikokrat določa temperaturo projekta, a ne, na kakšen način se bo odvijal, pa kako je, ne. In ona s to svojo odprtostjo je sigurno prispevala k temu, da je ekipa zelo lepo sodelovala. Mislim, tukaj je morala biti režiserka z velikimi črkami, zaradi tega, ker tako zahteven projekt, tako zahtevno sceno, to ni bil hec, ne. In je pač, mislim, da vse svoje moči in vse svoje znanje in vso svojo ljubezen tega prostora do gledališča, do vsega, vse je dala v to, da predstava uspe. No, in Marko Letonja je imel tudi 2 režije. Ena je bila spodaj, ne, pod odrom, kjer so bili instrumentalisti, ne, in zgoraj ste bili pa vi, on je to vse opazoval in moral biti zelo, zelo pri stvari, ne. Ja, seveda, on je tudi, Andreja Šolar je delala z nami in on je delal tudi, se ukvarjal z interpretacijo ali pa z načini, kako bi lahko še na kakšen drug način kaj odpeli. Imeli smo vaje tudi z njim, kar je bila čudovita izkušnja, recimo v zborovski sobi, v operi smo skupaj z opernimi pevci lepo vadili te pesmi pod vodstvom dirigenta Marka Letonje. Krasna izkušnja tudi s tem v zvezi, ker recimo jaz zase govorim, pa mogoče še kakšen moj kolega tudi, ne. Mi nismo navajeni med tem, ko igramo,
pogledati dirigenta, kdaj začnemo peti, tega v gledališču ni, se imamo pesmi pa tako. In tukaj ampak smo se naučili, kdaj je vstop, kje pogledaš dirigenta in tako naprej. No, Marko Letonja je dirigiral številne opere, ampak tukaj, kot piše Gregor Pompe, je to prvenstveno dramsko delo s pomembnim deležem glasbe v obliki songov. In to ste vi tudi ustvarili in vam čestitam. In seveda, Barbara Cerar, ste gospa Pičum par excellence in vam čestitam za to vlogo in zato sem vas tudi povabila. Hvala lepa, Nina. Zdaj pa še nekaj, glede na to, da vas toliko let že spremljam, 2 desetletja ali malo več na odru ljubljanske drame, v različnih uprizoritvah, z različnimi žanri. Jaz pa vem, da ta vaša energičnost, doživost, ta duhovitost in domiselnost je bila marsikje, začela pa se je na odru Šentjakobskega gledališča, kjer ste bili daleč najmlajša igralka, Res je, jaz mislim, da sem imela 16 let, ko sem imela, mislim, da premiero Rdeče kapice. Rdeče kapice, se ne motim, ja. No, ampak ta Rdeča kapica je šla pol na oder v Trst, kjer ste se redno zaposlili, prej pa še v Celje, Ali ja, tako je. Pravilni vrstni red. Ja, v Celje sem šla kot absolventka in potem sem se za 7 let zaposlila v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, ja. To je bilo tudi doživetje oziroma neko obdobje v Trstu, skratka v Italiji. Ja, nisem znala jezika, nisem poznala nikogar. Počasi se je ustvarila neka skupina, Vesna Pernarčič, Gregor Geč, Vojko Belšak. Mislim, bilo nas je enih 6-7 in smo kar nekaj let lepo ustvarjali pod vodstvom umetniškim Marka Sosiča, ki je čudovito vodil gledališče takrat. Delali smo lepe projekte. V lepem spominju mi je, ampak začetki pa niso bili enostavni. Moram reči, da sem se jaz kot skoraj Gorenjka prvo leto kar težko znašla v tujem Trstu. Potem je pa postal zelo ljub in če se le da, se vračam na obisk. In potem ste bili povabljeni v Dramo 2003 in tle ostali do današnjih dni. Ni bilo ravno tako zelo enostavno, nekaj časa sem bila vmes še na Svobodi, 1,5 leta smo se še malo dogovarjala z drugimi gledališči, potem pa je prišlo povabilo iz Drame, da bi delala Utvo, se pravi, da bi igrala Nino v režiji Nikite Milivojevića. In potem mislim, da je bil naslednji projekt pa že Šola za žene Mateje Koležnik. In potem so mi ponudili zaposlitev. In tu se vas je tudi ona zapomnila, Ne, začeli sva pa midve po mojem z Ekspresom. Torej v filmu, Mislim, da je ona takrat delala, da je bila zraven pri pomoči igralcem, pri igri. Tam sva se srečali, Torej ta film je res užgal, in dobil toliko priznanj in nagrad in tudi distribucij, Vsi smo si ga zapomnili za vse večne čase, Ja, jaz pa tudi, ker je bil moj prvi film. Te filmske vloge, mislim, da bi jih bilo lahko več. Je bilo to tako nekako spontano in tudi ni bilo časa dovolj za druge stvari. Ja, tako nekako spontano je se ta pot odvila. Nisem pa nikdar nič naredila za to, da bi zdaj več kje igrala ali pa da bi šla na kakšne, da bi se sama pozanimala za avdicije. V mojih mladih časih je bilo to malo drugače kot zdaj, ko se posnamejo, pa mislim, pa imajo agente, To je bilo malo drugače, ampak meni se je zdelo, da sem kar dovolj snemala. Moram reči, da je kar naporno bilo, v bistvu sem igrala po 4-5, skoraj rečem, glavnih vlog v sezoni, še poleti na Primorskem festivalu in še filme zraven snemala. Pod Klobukom sem delala 10 let, recimo. Mi je bilo kar dovoljno. Pa je bilo tudi zelo veliko teh nagrad za vaše odrske ustvaritve, Imate tudi Sterino nagrado, to je najvišje priznanje v Srbiji za te gledališke stvaritve. Seveda poleg Borštnikovih nagrad pa Prešernovega sklada, pa Zlata palčica, pa Komedijantka žlahtna. Zdaj bi jaz zaključila ta pogovor seveda z vašim delom na AGRFT-ju, torej na akademiji, kjer ste zelo popularni. Ja, prinesli ste to svojo igro med študente in kakšne generacije srečujete? Kaj se vam zdi? Kako to doživljate? Takole bom rekla. Zdaj imam prvi letnik, čudovita generacija, temperamentna, radovedna, zanima jih gledališče strastno, z vsem njihovim bitjem, da je generacija, ki se povezuje med sabo, ki skupaj deluje in sem strašno vesela, da sem lahko del te njihove začetne zgodbe v gledališču. Da ste jih doživeli, Ja.
In zakaj ste se odločili za igro? Jaz sem se odločila za igro, zato ker sem pač bila zelo pozno prvič v gledališču. Mislim, da je bil to 4. ali 5. razred osnovne šole, pač z osnovno šolo sem šla prvič. In sem šla v mladinsko gledališče gledati predstavo Šuhu in leteča princesa. Ne bom nikoli pozabila kostumov, vonja in vsega. In ko sem prišla domov, začarana in odsotna iz tega sveta, sem rekla, jaz hočem biti del tega. Nisem niti vedela, da obstaja šola, ker do takrat niti nisem prav dobro vedela, da obstaja gledališče. Kaj šele, da bi vedela, da obstaja poklic gledališka igralka. To nisem vedela. Zato sem potem tako zgodaj že šla tudi v Šentjakobsko gledališče delati avdicijo. Imeli smo pač od takrat naprej, me je obsedala ta želja, da bi čim več časa preživela v gledališču. Zelo lepo in zanimivo. Barbara Cerar, hvala za ta pogovor. Hvala, da ste bili ponovno gostja oddaje Proti etru sprta dež. Vse dobro vam želim. Hvala za vabilo.